Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v času počitnic in dopustov, predvsem pa nastopa poletja, ki nam je postreglo z vročinskim valom, pomešanim z neurji in obilo škode v kmetijstvu. Čeprav naj bi bil julij čas kislih kumaric, kar zadeva dogodke, pa vendarle to ne drži. Poletje je namreč čas številnih prireditev, delavnic in pa zabavnih dogodkov, kar velja tudi za naše lokalno okolje. Najmlajši bodo lahko naslednji teden ustvarjali in plesali v Grajskem parku. Ljubitelje narodno-zabavne glasbe pa bo razveseljeval legendarni ansambel Štirje kovači. Sicer pa boste lahko več o prireditvah v mestu in okolici izvedeli v zadnji številki Informatorja, ki so ga prejela vsa gospodinjstva. O nekaterih dogodkih preteklega tedna pa bo tekla beseda tudi v informativni oddaji, zato vabljeni k ogledu. Mednarodni kiparsko-slikarski festival Forma Viva obeležil 15 let delovanja. Uvodna prireditev je bila na Štatenbergu. Na starobistriških večerih kulture nastopila Omar Naber in Big Band Slovenska Bistrica. Na zadnji seji občinskega sveta svetniki med ostalimi točkami dnevnega reda soglasno sprejeli tudi sklep o imenovanju nove direktorice Slovenjebistriškega centra za socialno delo Blanke Rupar in Draga Čoža za direktorja javnega zavoda za KTV in informiranje. Na Lužnici osrednja občinska slovesnost ob 26-letnici samostojne Slovenije. Bistriški bazen odprl kopalno sezono. Na delo ponovno vlomilci, prevaranti, fizično nasilje in druga kazniva dejanja. V rubriki Lokalne novice o praznovanju obletnice samostojne Slovenije, seje občinskega sveta, kulturno-zabavnih prireditvah ter novi kopalni sezoni na bistriškem bazenu. V dvorcu Štatenberg je v nedeljo 18. junija potekala uvodna prireditev jubilejnega mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma Viva Makole. O 15. obletnici KUD Forma Viva Makole so odprli razstavo umetniških del slikark Silvije Verovnik in Melite Zupančič iz Maribora ter fotografa Milana Sternada in kiparja Ivana Dvoršaka iz Makol. V kulturnem programu so nastopili gledališki igralec Silvo Safran, duo Jazzit, vokal in pianino in glasbena skupina Gemaj. Na prireditvi je sodeloval tudi pevec Werner. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica nadaljuje s prireditvami v okviru 21 starobistriških večerov. V sredo 21. junija je premierno na samostojnem koncertu nastopil Big Band Slovenska Bistrica z gostom Omarjem Naberjem, letošnjim slovenskim predstavnikom na pesmi Evrovizije. Zaradi naliva so koncert izvedli v srednji šoli Slovenska Bistrica in ne v Bistriškem gradu, kot je bilo sprva načrtovano.
Orkester Big Band Slovenska Bistrica sestavlja 18 izkušenih in akademsko izobraženih slovenjebistriških glasbenikov pod vodstvom predsednika Ignaca Pančiča in dirigenta Jerneja Senegačnika mlajšega. Big Band je doslej deloval projektno, po novem pa se člani sestajajo bolj redno in pod pokroviteljstvom občine postajajo mestni orkester. Na koncertu so izvedli različne skladbe svetovnih in domačih mojstrov. V nadaljevanju so odigrali še nekaj skladb z Omarjem Naberjem, pevec pa je zapel tudi nekaj lastnih pesmi. You've all been very kind, but I made up my mind. Now I'm about to leave you all behind. I'm feeling so alone, I'm turning down my tone. Before the rise of sun I will be gone. On my way, I'm never coming back. Pray I'm never gonna cry. World is calling out tonight, telling me I'll be alright. Lights will guide you through the night. Still hiding in my shell, keeping to myself. Can I count on anybody else? I'm burning deep inside, I'm giving up the fight. Before the break of dawn I will be gone. On my way, I'm never coming back. Cry. World is calling out tonight, telling me I'll be alright. Lights will guide you through the night. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Calling out tonight, telling me I'll be alright. World is calling out tonight, telling me I'll be alright. Lights will guide you through the night. On my way. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 22. junija sešel na redni seji. Uvodoma je potrdil zaključni račun občine za leto 2016. Svetniki so po daljših razpravah v prvi obravnavi sprejeli odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Sprejeli so pravilnik o štipendiranju študentov in sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka ter potrdili celostno prometno strategijo občine Slovenska Bistrica. Podprli so tudi investicijski program za izgradnjo kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava in predlog za statusno preoblikovanje slovenjebistriške enote doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Občinski svet je obravnaval tudi nekaj premoženjskih in kadrovskih zadev. Med drugim je podal pozitivno mnenje k imenovanju Blanke Rupar za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica in soglasje k imenovanju Draga Čoža za direktorja javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska Bistrica.
Ob vhodu v vojaško skladišče na Zgornji Ložnici je v soboto 24. junija potekala osrednja občinska slovesnost ob 26-letnici neodvisnosti Slovenije in o 25. juniju dnevu državnosti. Obenem so počastili zavzetje vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Slavnostni govornik je bil polkovnik Friderik Škamlec, poveljnik vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica. Z jutrišnjim praznikom se spominjamo dejanj, življenja, misli in ljudi, brez katerih danes ne bi imeli osnovnih izhodišč, da bi lahko govorili o dnevu državnosti. Zato, da bi ljudje poznali razmere, v katerih živimo, moramo poznati svojo preteklost. Iz te pretekle zgodovine zajemamo vztrajnost, pogum, voljo, energijo in moč za življenje, ki je pred nami. Današnji dan in naši jutri bomo krojili mi in naši zanamci. Na zgodovinske dogodke in zgodovino moramo gledati kot na učiteljico življenja, saj prav spomini bodijo domovinsko ljubezen, narodovo zavest in zaupanje. Ko praznujemo dan državnosti, dejansko praznujemo življenjske zgodbe ljudi, ki so se oprli leta 1917, 1941 in 1991. 25. junija praznujemo Slovenci dan državnosti. 25. junija 1991 je namreč Slovenska skupščina razglasila temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Zvečer istega dne pa je na Trgu Republike v Ljubljani sledila slovesna razglasitev samostojnosti. V kulturnem programu so sodelovali KUD Alojza Avžnerja Zgornja Ložnica, učenci podružnične osnovne šole Zgornja Ložnica, etnološka skupina Ložniške Ufrce in KUD gasilske godbena pihala Spodnja Polskava. V soboto 24. junija se je začela tudi kopalna sezona na mestnem kopališču. Ob odprtju bazena smo se pogovarjali z direktorjem Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Marjanom Štimcem. Minulo soboto ste odprli bazen, začela se je nova kopalna sezona. Kaj vse ste postorili pred začetkom te sezone? Ja, letošnje leto smo morali kar precej postoriti, ker je nam lansko leto proti koncu sezone odpovedal eden od filtrov. V naši strojnici so 3 filtri, ki morajo biti obvezno v pogonu, sicer voda ne more biti dovolj kvalitetna za kopanje. Zaradi tega smo morali tisti filter zamenjati tudi nekatere vodne napeljave in pa usposobiti vse elektromotorje, ki poganjajo pumpe. Vse skupaj to je stalo okoli 10 000 evrov, ampak mi smo se pač v občini odločili, da bazen v vsakem primeru odpremo, ne glede na vse tiste stvari, ki se pač tudi kot kje druge dogajajo. Moram pač povedati, da nimamo pa namena oziroma nimamo sredstev za nadstandardne zadeve v odprtih bazenih. Kako je s ceno? Ostaja enaka in kako je seveda z odpiralnim časom? Cene so enake, kot so bile lansko leto, mislim, da so zelo male. In dobro, zdaj, če zdaj pogledate, zdaj je ura 1, okoli 3 so cele polovično manjše, tiskrat pač je dosti več kopalcev, glede na to, da je kar toplo danes. Odpiralni čas je pa vsak dan od 11. do 19. ure. Po dogovoru je lahko tudi po 19. uri, če bi kdo pač nočno kopanje želel, tudi to naredimo, ker pač smatramo, da je bazen za kopanje in to pa plavanje in bi rekel, to smer sledimo. Nekoliko ste že med vrsticami namignili, da pravzaprav obnova tega bazena ne bi bila preveč smiselna. Pravzaprav se zavzemate za morda izgradnjo zaprtega bazena. No, jaz bom to govoril čisto iz takega ekonomskega stališča. Jaz se zavedam, da je kopališče oziroma bazen zadeva, ki bi rekel pomaga k ugodnosti občanov. In
nepokrit bazen, nepokrit bazen. Nima niti v minimumu možnosti, da bi bil ekonomsko pozitiven ali pa ekonomsko upravičljiv. Vi morate računati, da je odprt lahko 2 meseca, ali pa 2,5, ali pa kaj takega, kaj več pa ne. In vmes se zgodijo celi par dni, ko ne moreš se kopati, ko je prehladno in tako naprej. Tako da v ekonomiki v tem nima smisla razpravljati. Glede na to, da pa Bistrica se razvija res hitro in res zelo dobro, bi pač mogoče mogli razmišljati v enem bazenu pokritem, ampak ne potem tako megalomansko misli, da bomo imeli zraven vse wellnesse, pa vse fitnesse, pa vse, ne vem kaj, vse se bi še zmislili, ampak pokrit bazen, na katerem bi se ljudje lahko kopali in plavali. In ta pa ne bi smel biti tako veliki problem, kar se ekonomije tiče. Problem je pač v tem, da potem, ko začneš v tem razmišljati, prije 100 tistih, ki imajo ideje, kaj vse bi še zraven naredili in samo podražujejo zadevo. V ekonomiji pa to ne pomeni nič. In jaz, če mene kdo vpraša, dokler pač jaz tu bomo mi vsako leto bazen odprli tako kot je in bomo tu stalno predlagali, da se še kaj obnovi, kaj se da obnoviti. Ampak po mojem odprtega bazena novega graditi, ne vem, nima smisla, vse če greste drugam pogledati. Polni časopisi so tega, da je dan so pa odprli tam, dan so odprli tam, dan so odprli tam. Ampak to je vse skup malo ljudi. Leto je 12 mesecev dolgo, ne samo 2. In tega se treba zavedati pri temu. Je pa sigurno naša želja, da bi Bistričanom omogočili, da bi imeli kje doma se kopati in plavati, se rekreirati. In mogoče bi to tudi lahko bil eden od naslednjih infrastrukturnih ciljev občine v naslednjih 4 letih, recimo. Koliko se z županom pač pogovarjam, v tem smislu se pogovarjamo, da če živi, potem bi pač tako naredili, da bi to bilo uporabno tudi več časa, ne samo 2 meseca. In kje bi po vašem mnenju bila primerna lokacija? Če je lahko kar tu. Sploh nič ne treba. Ne rabimo 5 hektarov zemlje za to, je lahko kar tu. Ampak samo treba biti racionalna. In pa, kako bi rekel, prijazna do ljudi. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 16 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 2 poškodovanji tuje stvari, 2 grožnji, 2 nasilji v družini in 2 goljufiji. Okoška gora. Znani storilec je iz sobe oškodovanca, ko je ta spal, izmaknil 20 evrov. Slovenska Bistrica. 2 neznanca sta prepričala oškodovanca, da je na svoje ime sklenil naročniška razmerja za 5 telefonov, ki jih je izročil neznancema. Ta sta zatrjevala, da bosta mesečno poravnala obveznosti, česar pa nista storila. S tem sta oškodovanca ogoljufala za 1230 evrov. V eni od trgovin sta 2 neznanca ukradla kozmetične izdelke v vrednosti 120 evrov. Pri podjetju iz Zagorja ob Savi je oškodovanec kupil motor za kombinirano vozilo. Direktor mu je zagotovil, da mu bodo vrnili denar, če motor ne bo pravi. Oškodovanec je vrnil motor, podjetja pa mu noče vrniti 500 evrov, kolikor je stal motor. 2 mlajši storilki sta oškodovanki iz torbice ukradli 100 evrov. Neznani storilec je ukradel kolo z motorjem, ki je bilo zaklenjeno. Kasneje so ga našli izven naselja Kovača vas. Gaj. Oškodovanca je znanec najprej napadel, vendar je napadenemu uspelo pobegniti. Nasilnež pa mu je potem s kladivom poškodoval osebni avtomobil in mu grozil, da ga bo ubil. Farovec. Iz ribiške koče, v katero je vlomil, je neznanec odnesel za 1520 evrov alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Zgornja Polskava. Neznani storilec je vlomil v trgovino in odnesel cigarete v vrednosti 2000 evrov. Pretreš. Neznani storilec je iz garaže, obdane s pločevino, v katero je najprej izrezal odprtino, odnesel varilni aparat ter lastnika oškodoval za 700 evrov. Ljubično. Neznani storilec je oškodovancu, medtem ko ga ni bilo doma, poškodoval lakne delo vozila ter s tem povzročil za 1000 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, podali 5 obdolžilnih predlogov in izdali 38 plačilnih nalogov. Odvzeli so tudi 2 osebna avtomobila in kolo z motorjem. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 4-krat, obravnavali 2 ugriza psa znanih lastnikov in požar v naravnem okolju. Spoštovani, informativna oddaja se je stekla, v naslednji pa bomo že poročali o dogodkih, ki se bodo zgodili v juliju. Vsem, ki se odpravljate na dopust, želimo veliko lepih doživetij, prav tako učencem in dijakom ob nastopu počitnic. Pa ne pozabite na živali, tudi tiste prosto živeče, zagotovite jim senco ter vodo, hvaležne vam bodo. Pa srečno, kjerkoli že boste.